Ugodne vremenske razmere trenutno omogočajo pospešeno prenovo sevniškega bazena, s čimer se nadomešča zamik terminskega plana zaradi dalj časa nenaklonjenih vremenskih razmer. Trenutno poteka prenova bazenske školjke, z deli so pri koncu. Dela so zajemala dejansko komplet sanacijo prelivnih tlačnih inštalacij in cirka kilometer pa pol vseh kanalizacijskih in pa vodovodnih cevi je položenih tu ob kineti ob bazenu. Poleg tega je bil odstranjen zgornji prelivni rob in nadomeščen z novimi kanaletami in pa seveda ključna je nova bazenska folija. 1600 kvadratov te folije je bilo potrebno položiti, tako da ta dela so končana. Nekoliko nevšečnosti jim je v mesecu maju povzročalo vreme. Ker namreč tehnologija spajanja cevi in pa polaganja folije ne dovoljuje slabih vremenskih razmer, se pravi, mora biti suho vreme in pa primerne temperature, zato nekaj dni več oziroma potrebnega časa, da smo prišli do faze, kjer smo, sledi čiščenje okolice bazena, manjša popravitve gradbenih plošč in potem zaključimo ta dela. Sočasno tečejo tudi vse ostale priprave bazenskega kompleksa na pričetek sezone strani upravljavca bazena KŠTM Sevnica. Kopalna sezona se bo tako pričela predvidoma v drugi polovici meseca julija. Zdaj ugotavljamo, da ta rok vsekakor ne bo ogrožen, zna se zgodi, da bo odprt celo prej. Sicer se ta gradbena dela zaključujejo, nekaj dela bo še z ureditvijo okolice, predvsem pa moramo v bazen dati vodo, jo pripraviti na ustrezno kakovost in seveda potem bazen odpreti. Tako da se nadejamo, da bo nekoliko prej odprt. Cene sezonskih kart bodo prilagojene skrajšanju kopalne sezone. Glede na to, vsako leto smo imeli neke ugodnosti tudi pri teh sezonskih kartah, se bo tudi v letošnjem letu v predprodajo dalo karto s primernejšim popustom, glede na to, da res sezono nekoliko kasneje odpiramo. Bazen, ki je z delovanjem pričel v letu 1986, bo v 33 letih prvič celovito prenovljen. Po zaključku letošnje kopalne sezone namreč sledi še prenova strojnice bazena. Javni razpis je potekal, tako da v začetku oziroma v sredini julija predvidevamo podpis pogodbe za prenovo strojnice, ki se bo pričela nekako v mesecu septembru po zaključku te sezone. Vrednost prenove bazenske školjke je dobrih 500 tisoč evrov, približno toliko bo znašala tudi prenova strojnice. To je zelo velik vložek občinskega proračuna v prenovo, pa vendar, kot sem izpostavil, to gre za prenovo po 3 desetletjih in verjamem, da bo ta prenova tudi približno tako dolgo držala. Po besedah Pernovškove je bazen vsako leto zelo dobro obiskan. In opažamo, da prihajajo zadnje čase tudi družine, pa ne samo iz Sevnice, tudi od drugod, zaradi ponudbe, zaradi tega, kako je bazen urejen, kaj ponuja, ker v zadnjih letih se kar nekaj tudi naredilo na investicijskem delu, kot že omenjeno. Tako smo dobili tudi toplo vodo na prhe zunaj, uredile so se sanitarije, tuširnice, tako da v bistvu ljudje vidijo to nadgradnjo, da je urejen, da je dostopen in se mi zdi, da je kar obiskan glede na naše želje, pa pravzaprav smo izpolnili tista pričakovanja. Na občini Sevnica sicer pripravljajo tudi druge projekte s področja športa in prostega časa. In ta nekako postopno pripravljanje projektov, odločanje za optimalne rešitve je izredno pomembno, da dobimo objekte, ki so potem kvalitetni, uporabni, pa tudi cenovno učinkoviti, da jih lahko vzdržujemo, kajti ne gre za poceni infrastrukturo, gre za relativno drago infrastrukturo, ki pa pomeni zelo velik doprinos k kvaliteti življenja, prebivanja, preživljanja prostega časa, pa tudi zdravega življenjskega sloga naših občanov.